Dvorec Trebnik je predstavil 8 novih izdelkov. Mislim, da so do sedaj že čisto vsi na policah. Prodaja jih v Mercator centrih, pa v trgovinah Dvorec Trebnik. Tako več nisem prepričana, če se jih še kje da dobiti. Cenovno so ugodni, gre za tam 10 do 12 evrov cenovni razred in sestavinsko meni zelo všečni. Tako da sem se odločila, da vam kar na hitrico predstavim moje prve vtise o 3 izdelkih, ki so pri meni pač trenutno kotirajo najvišje. Kaj se bo tekom uporabe spremenilo, ne vem, ampak zaenkrat je to tako. Gre za vlažilni serum, ki je dejansko zelo, zelo lahek. Vsebuje glicerin, tako da tisti, ki ga izrecno ne marate, naj vam povem, da ni tisti, ki je zelo, zelo lepljiv, ampak še vedno, kot vidite, embalaže nimajo več potisnega plina. Vpije se prej kot v minuti, deluje res zelo vlažilno. Vonj po vrtnicah pa ni ravno pretiran. Drugi izdelek, ki je mene najbolj padel v oči, je negovalni balzam za nego kože pod očmi. Ta ima malo bolj bogate sestavine, kar je nekako logično, ker tam je bolj potrebujemo, in tudi bolj gosto strukturo. Vonj je podoben pri večini izdelkov, ki vsebujejo rožno vodo. Ni pa močan. Ta tretji izdelek je pa osvežujoči tonik z nepozebnikom. Meni je Hamamelis zelo všeč drugače. Vsebuje nekaj alkohola, tako da tisti, ki ste strogo antialkohol, potem pač to ne bo za vas. Ampak načeloma se meni ni na prvo žogo zdelo, da bi bilo tega alkohola veliko. Predvidevam, da pride zaradi tega, ker svoje rastlince aktivne sestavine dobijo tako, da jih namočijo v alkoholu. In seveda ni ravno fajn mist, ampak vseeno, jaz mislim, da se bo na meni dobro obnesel. Vsi te 3 izdelki so vlažilni, krema za okoljene oči je tudi dosti hranilna, ampak tonik in serum sta predvsem vlažilna, kar je torej za normalno domasno kožo idealno. Bolj kot to pač ne gre. Moja mami bo začela testirati pa čistilni losjon, ki je mislim, da čisto primeren za njeno zelo suho kožo, zrelo in občutljivo. Tako da pustimo se presenetiti, meni ne izgleda, da bi bilo notri nič takega, ki bi jo res iritiralo, ampak to bom poročala naknadno. Ter hranljiva nočna krema, ki jo bom njej dala v uporabo kot dnevno kremo, ker ima moja mami izredno suho kožo, tako da morajo biti kreme zelo, zelo, zelo hranljive in bogate. Tukaj sta še negovalna krema z medom, pa negovalni balzam s propolisom. Ker imam ravno mozolček, bom začela dajati gor tole kremico oziroma spot healing. Bomo videli, kaj točno bo naredil. Za samo kremo pa bo še majčkeno počakala na preizkus. To je bilo to, kar se tiče izdelkov. Sedaj pa se mi pridružite pri kratkem pregledu, kako smo blogerke preživele dan v družbi Dvorca Trebnik, zanimivih predavanjih in zelo, zelo dobri družbi. Lepo se imejte, kmalu pa se spet vidimo. Dio!
醉，我要和世界流泪，我要和世界伤悲，假装完美。我要和世界喝醉，我要和世界流泪，我要和世界伤悲，假装完美。我要和世界喝醉，我要和世界流泪，我要和世界伤悲，假装完美。我要和世界喝醉，我要和世界流泪，我要和世界伤悲，假装完。In se mi zdi, da bi mogli biti lepotni blogi lepi ne samo po videzu, ampak tudi po jeziku in po vsebini. Petro smo pa povabili zato, ker je dolgoletna moja sodelavka iz Kozmopolitana in je v bistvu netipična pršica. Bomo še videli, skupaj smo v bistvu si izmišljali številne besede, ki smo jih polkar vse punce ponotranjile, kar so bleščilo, roza barva, to včasih, ko smo se mi začeli z novinarstvom ukvarjati, ni bilo v slovarju ne slovenskega knjižnega jezika, ampak nasploh uporabljeno tako v revijah. Tako da Petra je, kar se tega tiče, zelo fleksibilna, hkrati pa jezik res obvlada, tako da nam bo znala veliko dobrih napotkov, da bojo naši jeziki tudi lepši na blogih. Hvala za